Tako, prav lep dober večer vsem, drugi dan knjig podelkami. Hvala še enkrat, da ste se odzvali v teh ekstremnih pogojih, pa mislim, da je lepo tudi, ko je hladno, se malo stisnemo, si povemo kakšno zgodbo, ne. In ni boljše gostje za tak večer, hladen, ko si bomo povedali zgodbo kot gospa Milena Miklavčič. Gospa Milena, tudi pisateljica, pravljičarka, pisala je in ukvarjala se je tudi s etnologijo, zgodovino, bolj nekako na poljudni ravni. In nekaj let nazaj je tako izdala tudi svojo knjigo. Zgodba pravi, da je ponudila mnogim založnikom in da je tako, takšni so tudi založniki kdaj pri nas, da nekako se nihče ni odzval. Odločila se je, verjela v projekt, odločila se je na svojo pest izdati knjigo. Knjiga je Ogenj, rit in kače niso za igrače. In ko smo pisali tu najavo, je do takrat prodala 11 000 izvodov, mogoče zdaj je že 12 000, torej kar lepa cifra za Slovenijo, za tako temo. In danes tudi, in seveda ta knjiga, ki jo lahko kupite tu, kakšen ponatis je že to sploh? Tretji ponatis. Torej, tudi ko tiskate v velikih številkah direktno, ni tako 200-300 izvodov, kot je stalo. Tisoč. Super. In nadaljevanje Babice, hčere, vnukinje lahko tudi tu kupite. Jaz bom predal gospe Mileni mikrofon, rekla je, da bo sama vas uvedla v njeno misel, tako da hvala gospa Milena in izvolite, oder je vaš. Hvala lepa. En lep dober večer vsem, ki mi boste delali družbo, in če bo med nami veliko pozitivne energije, nas zeblo ne bo. Malo bom poskrbela tudi s tem, ker vam bom poskušala povedati tiste najbolj žgečkljive zgodbe, ki vas bodo še dodatno ogrele. Še prej pa, da se samo v parih stavkih predstavim. Sem čisto krvna žirovka, doma Bogu za hrbtom. In če prideš iz krajev Bogu za hrbtom v Novo Gorico z eno staro mamo, kakršna sem, veste, da je to en poseben podvig. In velikokrat, ko vidijo mojo nebogljeno podobo pred seboj, različni organizatorji podobnih srečanj rečejo, ja, kje imate pa moža, vas ni pripeljal. In jaz zmeraj odgovorim, tista, ki je pametna, ima moža doma. Tako. No, pa da preidem k tem knjigam, da ne bom dolgovezila. Naj povem, da sem te zgodbe, ki so zapisane v prvi knjigi, predvsem, če začnem pri njej, in te zgodbe, ki nosijo naslov Ogenj, rit in kače niso za igrače, sem zbirala več kot 30 let in to povsem nehote, ker mi na kraj pamet ni padlo, da bi te zgodbe sploh lahko kdo bral. Do trenutka, ko me je ena prijateljica nagovorila, naj del teh raziskav objavim v Naši ženi, kar sem res storila tudi pod razno, nisem verjela, da bo kdo od urednikov, ki so tam kraljevali, te zgodbe sploh hotel objaviti, pa vendarle bili so zelo navdušeni. In to mi je dalo veliko vetra, veliko poguma, da sem začela te zgodbe potem iz diktafona, s kasetarja spravljati na papir. Žal se je takrat zgodilo še nekaj, kar je globoko zaznamovalo mojo družino. Z možem je nama umrl drugi sin, ki je imel tumor na možganih. In moram reči, danes, ko gledam nazaj, da so bile te zgodbe tiste, ki so mene osebno reševale, da nisem nekje obsedela in se pač vdala v obupu, kar je zelo pogosto v takih tragičnih primerih. Še naprej sem skakala po Sloveniji sem in ke in še naprej so te zgodbe prihajale do mene.
Veste, ker očitno je res držal, tako kot mi je rekel en prijatelj duhovnik, ki je služboval v eni župniji na Koroškem, da se to, da mi ljudje zaupajo take intimnosti, dogaja predvsem zaradi tega, ker sem en takišen majhen neškodljiv knedl. In mogoče je bilo kaj res v tem, veste, ker si danes predstavljam, če bi imela lepe dolge noge, bi jih vsi občudovali in ne bi niti pod razno imeli časa, da mi kaj pametnega povejo. Ker je bilo moje otroštvo zelo tipično otroštvo nekoga, ki je bil rojen po drugi svetovni vojni, jaz sem letnik 52, je bilo seveda v tem otroštvu veliko odpovedovanja, klečanja, veliko tepeža, ker so starši, zlasti mama, nas je najraje kaznovala s palico, velikokrat nas je ata natepel tudi na zalogo za vsak slučaj, če ga takrat, ko bom kakšno ušpičila, ne bo doma, za vsako -5 ali pa 4 je bilo že hudo doma. No in bila sem en tak otrok, ki je pač rabil veliko pozornosti, doma je ni bilo. In ko sem začela delati na radiu Sora, sem imela to priložnost, da sem se pogovarjala s starejšimi, ki so mi potem, ko sem jaz ugasnila tisti diktafon, pripovedovali tudi o tem, kako so včasih živeli, ker ne vem, zakaj mene je ta intima grozno privlačila, verjetno zaradi tega, ker je pri nas doma v kuhinji visel en tak prt, ki ga starejši mogoče poznate, na njem pa je pisalo: bodi pridna in poštena, da nekoč boš dobra žena. In ta bodi poštena je takrat pomenil pejt nedolžna k poroki. No, in ker jaz tega nasveta nisem ubogala, poročila sem se pri 19 letih, čez 7 mesecev se je rodil prvi sin, sem imela en tako slabo vest zaradi tega, da sem se pač izneverila tej starodavni tradiciji in sem te svoje sogovornike po službeni dolžnosti spraševala tudi o tej presneti nedolžnosti, če je bila v času pred drugo svetovno vojno res tako pomembna in tako zaželena pri ženskah. Morate vedeti, da so bili moji številni sogovorniki rojeni celo konec 19. stoletja in jaz sem poznala služkinjo, ki je delala pri generalu Maistru, poznala sem služkinjo, ki je delala pri pisatelju Deteli in še danes se prijateljujem žensko, njena zgodba je prva v tej drugi knjigi, z gospo Ljerko. Njena mama je bila najboljša prijateljica od Franje Tavčarjeve, imam celo nekaj fotografij, ko so skupaj obiskovali Visoko v Poljanski dolini in seveda o življenju tega famoznega pisatelja, ki je bil del naše Poljanske doline, vem veliko zanimivih zgodb, ki nikoli niso bile objavljene v nobeni knjigi o Ivanu Tavčarju in samo to naj povem, kako je stroka mačehovska do takih zgodb, ko je eden od njih objavljal oziroma dokončal knjigo o tem slovenskem pisatelju, sem ga poklicala in mu rekla, da lahko izve še marsikaj intimnega o tem človeku, pa je rekel: gospa, to ni stroka, to me ne zanima. No, in na ta način, veste, me je marsikdo od tako imenovane stroke odrinil na stran, ker enostavno niso mogli doumeti, kako me te traparije, kot so temu rekli, sploh lahko zanimajo, ker tako so mi mnogi pripovedovali od njih, so oni te opravljive zgodbe vrgli čez ramo in jih je bilo izpod čas poslušati, ker kdo se bo pa s takimi zgodbami ukvarjal. Jaz sem se, veste, in mi ni za en dan žal, da sem hodila sem in ke, naložila sem svoje 4 otroke v avto in potem nas ni bilo cel dan domov, oni so se s kakšnimi domačimi otroki podili za kuram, jaz sem pa starejše poslušala.
No, in zvedla sem marsikaj, tudi to, da včasih tudi pod razno ženske niso hodile nedolžne k poroki. In ena gospa je bila še celo tako prijazna, da mi je razložila, kakšna je bila ta spolnost pred drugo svetovno vojno, da je, kako naj temu rečem, da je bil volk sit, koza je pa še zmeraj ostala cela. Se me zastopite, a ne? In to je bil čas, ker ženske še niso nosile spodnjih hlač, bolj množično so jih začele nositi šele v 60 letih prejšnjega stoletja, pa še takrat ne vse. In če so ženske opazile, da jim je kakšen všeč, so pač privolile v to, da gredo z njim za kakšen vogal, za kakšen kozolec. Tam so se naslonile na steno, dvigne so kiklo gor in moški se je, ker je bil moški spolni nagon včasih neizmerno močan, so se pač zapodili med tista bela stegna, ki so njim takrat pomenili zelo erotičen naboj in v 2-3 minutah so pač naredili med stegni, kar so pač imeli za narediti. In vse je bilo tako, kot je bilo prej, ker ženska je pa še naprej ostajala nedolžna. Ko so ljudje se želeli poročiti, je danes težko verjeti, da marsikdo pojma ni imel, kako bo ta spolni odnos sploh izgledal. To se nam zdi danes zelo nenavadno, zato ker imamo milijon pripomočkov in že pri 5-6 letih, ko odrasli damo otroku pameten telefon v roke, pravzaprav mu damo možnost do vse pornografije tega sveta. Včasih pa niso vedeli, veste. Jaz sem se na začetku temu čudila, ampak ker sem potem povsod razno v teh bolj obmorskih krajih, tukajle ne samo v Slovenskem primorju, tudi v Istri, kjer so imeli stike s tujci, s turisti, tam je bila osveščenost mičken večja, drugače pa ne. In en dokaz, kako je bilo revno to znanje o spolnosti, imam tudi z Koroške, kjer se je tudi eden od tamkajšnjih župnikov, ki so bili mimogrede moji zelo pomembni informatorji, odločil, da mi bo pomagal s tem, da bo brskal po starih knjigah svojih prednikov in tako je naletel na en zapis iz leta 1930, ko je njegov predhodnik tam zapisal točen, na kakšen način je obrazložil bodočim zakoncem, kako te reči početi, ko so ti zakonci prišli na predgovore, preden so se poročili. In je zapisal: po poroki nikar ne lezita skupaj prvi dan, ker je kri še zelo vroča in polna alkohola. Počakajta, da prideta k sebi in potem pojdita v zgornjo sobo takrat, ko ne bo nikogar doma, da bi vaju motil. Ugasnita leščerbo ali svečo. Žena, ti se vlezi v posteljo, mož ti pa glej stran, da ne boš grešil z očmi, ker to je greh. Žena, ti se pokrij s krili čez glavo in mož ti lezi na ženo, ampak ne spusti hlač več kot do kolen, ker ni treba. Opravi svojo pravico čim hitreje, da žene ne bo bolelo. In tak približno je bil spolni odnos tam leta 1930 do 40, marsikje v tej državi SHS, ker ko sem jaz imela enkrat v roki dokument, a veste, kako je to izgledalo, sem jaz lahko šla s Koroške v Semič in sem tamkajšnjim sogovornicam povedala, sem rekla, poglejte,
v Ravnah na Koroškem je bilo tako. Kako je bilo pa pri vas? In so povedali, da je bilo točno tako ali še malo hujše. Zakaj še malo hujše? Zato, ker so na področju Kozjanskega, potem na področju Štajerske in pravzaprav po vsej tej poti od Ljubljane proti Karavankam, kjer so bile nekoč te različne poti, po katerih se je valila tudi vojska, so poznali tako imenovano rancalo. Rancale so prinesli v naše kraje pred toliko 100 leti francoski vojaki oziroma Napoleonova vojska, ker tisti, ki znate francosko, rancale rajcati. Starejši veste, kaj pomeni rajcati, mlajši te besede ne poznajo. In rancala je bila en tak ploh, ena taka dila, deska, ki je bila potem pritrjena na eni nepremični podlagi, največkrat na peči, in je štrlela kakšnih 10 centimetrov čez rob peči. Ko se je ženska vanjo ulegla, jo je moški odstrani z eno tako vinto, ko so bile tam ene take lojtrce, jo je pričvrstil, skozi 2 luknji od spredje je dala skozi vsako eno nogo in potem je moški to žensko spolno izrabljal, magari tudi celo noč. Odvisno, koliko šnopca je morit. Veste, to so bile mučenja, ki so jih mogle marsikje ženske trpeti že na poročno noč. In ena taka zabavna zgodba, pravzaprav zabavno tragična, ko mi je ena gospa povedala, kako je bilo na tej poročni noči, je rekla, župnik je nama rekel, da bo to tako lepo, da bova videla angelčke, ko bojo plesali pod stropom. No in seveda, ko se je mož ulegel nanjo in naredil tisti tingle-tongle v 2 minutah, ne da bi ona kaj čutila, pri tem je kričala od bolečine, on se je pa ulegel zraven nje pa je rekel, a ne, Ančka, to je bilo pa res tako lepo, kot da bi angelčki plesali. A veste, za žensko je bila spolnost ne samo pred 2. svetovno vojno, tudi še tja do 60 let prejšnjega stoletja ena sama muka. In so se spolnosti izogibale, če so se le mogle in so jo imele za nekaj packastega, za eno svinarijo, za en problem, s katerim pač morajo ustrežiti moškemu, ker je bila pač taka navada, ker je bilo tako na poročnem obredu rečen, da pač mora ženska ustreči moškemu, v obratni smeri se nikoli ni govorilo. Pred 2. svetovno vojno, veste, naši predniki besede prešuštnik sploh niso poznali, ker je bila samo prešuštnica tista, ki je bila kriva za vse. Naši predniki, moram reči, da se z njimi ne moremo glih ne vem koliko pohvaliti, ker so bili ne samo podvrženi alkoholu, tudi kartanju, igram na srečo, bili so zelo nasilni do žensk, ne samo do lastne, tudi do drugih. Radi so skakali čez plot in ženske so morale vse to brez besed prenašati, ker enostavno so bile brez denarja in od moškega odvisne. In tako pripovedujejo zgodbe o kakšni, recimo, da povem eni meščanski, zelo dobro stoječi in tudi zelo znani ljubljanski družini, ko je oče, ki je bil znan advokat, je vsak petek mami dajal denar, vendar cela družina, žena in 2 hčere so vedeli, da je on ob četrtkih popoldne preživljal v svoji kancelariji, popoldne z različnimi ljubljanskimi lajdrami, in če je mama samo z očesom migna, da ve, kaj se je v četrtek popoldne zgodilo,
je on vrgel tisti denar po tleh in ona je mogla iti na vse 4, hčeri sta pa mogle to opazovati. Mimogrede, nobeno od teh 2 hčera se ni poročila. Sta ostali samski. A veste, tako poniževalno je bilo to in tako kruto, mama na vseh 4, oče je pa tam nad njo stal kot birič in gledal, da bo ja vse tiste kovance, ki je vrgel vse do najmanjših kovancev, ker je s tem hotel ponižati. In takšnih, veste, takih razmerij, kjer so moški imeli v rokah vse in so moški lahko zakartali celo kmetijo, lahko so zapili celo kmetijo, je bilo med našimi predniki nešteto. Če je ženska povzdigna glas, je bila tepena. Če moškemu je nekako mu ušla, ko je on zahteval svoje pravice, je bila tepena. Jaz ne bom nikoli pozabila, ko sem bila otrok, pa takrat še nisem vedela, zakaj gre, ko je ded dirkal za mojo babico s kakšno vilam v roki in vpil, a daš, ona pa ne dam. Pa sta naredila ene par krogov, a ne? Ampak moj ded je bil, tudi o njem imam posebno poglavje v knjigi, prav zaradi tega, ker so moji žirovci, veste, ko so enkrat slišali, kaj mene zanima, so je same žlehtnobe mi prinašali številne zgodbe o mojem dedu, ki je bil tipičen predstavnik tistega časa. Zelo sposoben, izjemen kmet, delal je strešno opeko, fural je voz, les z vozom do Kranjske Gore. Zelo, bom rekla, tudi spoštovan v kraju. In tako vlogo bi ohranjal po moje še naslednjih, Bog ved koliko let, če ne bi je začela teh zgodb zbirati, potem sem pa dobila tudi njegovo drugo plat na krožniku, ki pa ni bila ravno najlepša. Bil je 2-krat poročen, prva žena mu je umrla na plesu za zapusta in čez 14 dni se je poročil z drugo, ko je bilo istočasno, se veste, ko so tiste sedmine, ali kaj je že po smrti, so tiste maše in je bilo med tako mašo, ko za prvo ženo so bili tudi oklici za poroko, enkrat za 3-krat. To pa zaradi tega, ker se mu je zelo mudilo. Doma je imel 12 otrok, najmanjša je bila stara 3 mesece in nova poroka je bila izhod v sili. Zato, ker enostavno sam ni znal rihtati teh 12 otrok, ki so se potem nekako vsi razbežali po različnih drugih kmetijah, kjer so služili, kljub temu, da je imel sam dost, da bi jih lahko preživljal. Pa jih ni, zaradi tega, ker je bilo za otroke škoda denarja, ker za tisti denar, kot bi ga dal za hrano za otroke, je on lahko kupil novo njivo ali pa nov kos gozda. In najmlajša je pri 3 mesecih je bila dana v posvojitev eni družini, ki ni imela lastnih otrok, žal pa se je potem napletlo tako, da so raje kmetijo prepisali na enega nečaka. Ta moja teta Milka je pa ostala pri hiši za deklo in doživljala številna spolna nadlegovanja od različnih moških v tej družini. In ko je umrla, smo bili vsi sveto prepričani, da ni znala ne brati, ne pisati in je ves ta čas pisala dnevnike, v katerih je tudi beležila, kaj se je v življenju hudega naredilo. Žal so tisti ljudje, ki so jih hude reči delali, tisti moški že vsi pokojni, drugače ne vem, kako bi bilo. Te dnevnike jaz hranim kot največjo dragocenost, ker so nekakšen dokaz, kako mi nič ne vemo o tej drugi plati življenja naših prednikov.
ki je marsikje bila zelo težka, zelo polna enega mučenja, pa vendarle, veste, smo mi imeli občutek, kako sta se ata in mama zelo dobro razumela. Zato, ker nihče od mlajših generacij ni nikoli pokukal za vrata, kaj se je dogajalo v takšnih spalnicah. Ko sem bila jaz enkrat spomladi v Beli krajini, v enem domu za starejše, v tem, ki je zdaj gorel, sem te zgodbe pripovedovala, pa se je ena gospa oglasila, je rekla, naš ata je bil pa čist drugačen. Na Bot hudič se oglasi še ena druga in takole dvigne prst in ji reče, pa čak, zdaj ti pa jaz povem, kakšen je bil tvoj ata. In je rekla, nisem mu ljubil delati, mama je hodila v žrnado, je hodila pomagati na druge kmetije, on je pa ležal pod hruško, ampak 3-krat na dan je poklical Angelca, prid domov k te nucam. In je mogla Angelca priti, se ulešti in on je pač tam dosegel svoje, s tem, da so vsi na vasi vedeli, kaj se s to ubogo Angelco dogaja. Vendar je imela tudi ta Angelca, bom rekla, mičken kosmato vest, ko je v takšni žrnadi je bila v navadi, da so ženske opoldne šle domov skuhati kosilo za otroke, ona pa ni šla. In so jo vprašala Angelca, zakaj pa ne greš? In je odgovorila, bom še malo počakala, mogoče bojo kakšna usta menj, ko pridem domov. A razumete, kaj je hotela reči? Mogoče bo pa kakšen od otrok umrl, ta čas, ko me ne bo doma. Pa je moramo razumeti, veste, vsi ti otroci so bili spočeti v takih trenutkih, ki njej niso nič pomenili. Otrok je bil zanjo breme, otrok je bil zanjo samo eden več, zaradi katerega je bila družina še bolj lačna. In takih žensk je bilo veliko, veliko zaradi tega, ker morate vedeti, da pred drugo svetovno vojno so se lahko poročali samo tisti, ki so oblastem dokazali, da imajo dovolj sredstev, da preživljajo družino. Spolni nagon je bil pa pri moških pri vseh enak, ne glede na njegov socialni status, in je bilo ogromno incestov, ogromno pedofilije, ogromno je bilo, bom rekla, teh nezakonskih otrok. Z bogatih družin, to pomeni z družin, ki so imele denar, da se lahko hčer, ki je pred zakonom zanosila z enemu tretjemu, katerega niso izbrali starši, so takšno žensko poslali, da je šla roditi v ene druge kraje, kjer je potem otroka morala tudi pustiti, kar je bilo za tako dekle zelo težko, kajti nezakonski otroci pri teh ženskah iz premožnejših družin so bili običajno spočeti v odnosu z nekim moškim, ki ga je imelo to dekle rado. Potem se je pač morala poročiti z nekom, ki so ga ji določili starši in so rekli, da se ženijo grunt na grunt, trgovina na trgovino. To pomeni, 2 trgovini se združta, 2 grunta se združta in tako naprej. In so bile velike tragedije, ker ženske do konca življenja niso mogle pozabiti na tega otroka, katerega v bistvu nikoli več niso videli. So bile pa tudi drugačne ženske. Spet imam eno zgodbo iz lastne družine, s pomočjo katere sem potem najdla še veliko drugih podobnih zgodb. Mnoge ženske, ki so bile bolj lajdraste sorte, so otroke prodajale in takšna je bila tudi žena od dedovega brata, ki je živela sta na Križevniški 9 v Ljubljani in je imela ta ženska neugotovljivo število otrok. Prodajala jih je pa tisten, veste, po 1. svetovni vojni, ko so z te soške fronte prihajali vojaki nazaj domov, mnogi tudi z različnimi spolnimi boleznimi, živčne razvaline
in niso bili več sposobni otroka zaploditi in seveda družina pa ni rabila otroka kot otroka, ampak je rabila hlapce, delavce, a ne? In je jim ta zinka jim je otroke prodajala in ko je začela zmanjkovati denarja, je pač zanosila še enkrat, zdaj ne vem, tudi tega se ne ve, a je bil oče zmeri od mojega deda brat, ali lahko je bil tudi kakšen drug. Za zadnjega Darkota je moj ded, ki je bil prepričan, da brat nima nobenega otroka, je slučajno slišal in ga je šel iskat na eno kmetijo na Štajersko. To pa je bilo tam že okoli 48. leta, ko je bil zlasti med Štajerci zelo popularen Stalin. A veste, to je bila že politika vmes in Stalin. Ni rekel Stalin, kot smo mi rekli na teh naših koncih, ampak Stalin. In ta Darko je prišel z mojim dedom domov. Jaz se ga spomnim, ko sem bila stara 5-6 let, sta se z dedom zaradi tega Stalina kar naprej kregala, pa je bilo to že tam 56, 57 leta in nazadnje se nista mogla več prenašati. Ene noči je Darko deda oropal, zginil v Francijo, šel tu iz kolegijo in se šel bojevati v Alžirijo, kjer je takrat potekala vojna. Te zgodbe pravzaprav sploh ne bi imela, če me te stvari ne bi zanimale. Enako ne bi vedela, veste, kako spolno nenasitni so bili naši predniki, če ne bi prisluhnila nenazadnje tudi različnim ženskam, ki so bile kot babice pri porodih in so mi nemalokrat pripovedovale, da so bile prisiljene, da so prihajale na porod z enim krepelom v roki, z eno palico, kajti ni bilo tako redko, da moški ne bi že takrat, ko je otrok prišel na svet, pa je šla babca previti v sosednji prostor ali pa Bog ve kje v bližino, da so spustili hlače in hoteli navaliti na ženo, ki je komaj rodila. Pripovedovale so mi uboge ženske po številnih porodih, veste, se jim je maternica velikokrat spustila izven nožnice in je moški stisnil takole pest, porinil vse skupaj gor, kar je povzročalo grozljive bolečine in legel na ženo in dosegel, kar je pač hotel doseči in potem je pustil. Največkrat so krvavele, še potem, ko so že zdavnaj zgubile menstruacijo. Vse te grozote, ki jih lahko poleg vseh ostalih, bom rekla, tudi malo bolj živahnih zgodb, ki jih lahko preberete v prvi knjigi, če še eno omenim, a veste, kljub temu, da so bili ljudje včasih tako sramežljivi in je bila že misel o spolnosti greh, so pa bili, bom rekla, lahko tudi zelo poredni in tako smo imeli na primer v Žireh eno gostilno pri Catering, kjer so si ga moški hodili po nedeljski maši meriti, kdo ima daljšega. In ko sem jaz to zgodbo pripovedovala v Novem mestu, so mi Dolenjke rekle, to ni bilo nič. Pri nas so si ga tako nadrkali, pa so pa Marko Skače z njim tolkli po mis. A veste, tako da je bilo tudi zabavno, da so se znali na ta način tudi pozabavati in ženske pa so, kljub temu, da se o spolnosti ni govorili, so vodile en tak nenapisan seznam, kdo ima med moškimi zelo dolgega, kajti to je bilo za tiste čase zelo pomembno, kajti ženske so pogosto
umirale na porodih, moški so se mogli vnovič poročiti in verjemite, da so se kot hudič križa bale takega, ki je imel precej dolgega, ker so se bale, da bi jih razmesaril oziroma da bi jih toliko poškodoval, da bi imele tudi zaradi tega take ali drugačne težave. No, in ko sem jaz izdala to prvo knjigo, ki je bila dejansko res in je še zmeraj uspešnica, v knjižnicah jo težko dobite, sem potem ugotavljala, da pa bi bilo zelo primerno, če bi začela zbirati tudi zgodbe mlajše generacije, to se pravi moje in zgodbe mojih oziroma naših otrok in njihovih otrok, ker je preko teh različnih literarnih večerov, ki sem jih imela, sem ugotavljala, kako imamo Slovenci do spolnosti še zmeraj zelo odklonilen odnos, da po eni strani dopuščamo pornografijo, se nam zdi nekaj normalnega, po drugi strani se pa tudi znotraj družine zelo neradi pogovarjamo o spolnosti. Da je temu tako, so mi priznali in šolarji in srednješolci, da tudi celo kakšna novinarka, ki me je prišla obiskat in potem o tem, kar sem ji pripovedovala, objavila intervju, je dejala v prostem pogovoru, da enostavno ne najde načina, kako se svojo 15 ali 16-letno deklico pogovoriti in vsakem sem dala zelo praktičen nasvet. Počnite tako, kot sem počela jaz. Potaknite otroku knjigo, skupaj preberite kakšno zgodbo in otrok se bo avtomatično ne samo odprl glede lastnih zgodb, ampak bo po drobcih povedal, kaj se dogaja med sošolkami, kaj se dogaja v družbi, v katero zahaja. Ker ti časi, veste, o katerih sem zdajle pripovedovala, so res kruti, ampak tudi približno niso tako kruti, kot časi, v katerih živimo danes. Kljub temu, da je ženska za zaprtimi vrati spalnic doživljala veliko težkega in trpkega, pa je bila zunaj še zmeraj spoštovana, predvsem kot mati, kot gospodinja, kot gospodarica neke kmetije, ki je to kmetijo držala pokonci. Danes, veste, je ženska s svojim golim telesom tako zmanipulirana, tako potrošniško izrabljena, da enostavno se jaz čudim, kako to, da sodobna ženska vse to še lahko prenaša. Redke so paštete magari, da se ne bi oglašale z golimi ženskimi atributi. Danes vse tudi ženske revije propagirajo spolnost kot neko odskočno desko do sreče, do boljšega položaja v družbi, do večjega užitka, ki si ga lahko privoščimo. In verjemite, ko sem pisala in zbirala zgodbe za drugo knjigo, sem velikokrat težje živela kot ob zgodbah iz prve knjige. Namreč vse te ženske, ki so danes v glavnem že vse pokojne, so bile na življenje navajene že od majhnih nog. Navajali so jih, da je treba v življenju potrpeti. Današnjo žensko, dokler je ne porinemo v življenje oziroma dokler sama tja ne odide, jo zavijamo v vato, jo crtamo, skrbimo zanjo, si lačna, si žejna, ostani doma, a ti damo, da si kupi stanovanje, a ti zrihtamo službo. Vse nudimo danes mlajšim generacijam in ko pridejo hude in težke stvari, na to niso navajeni. Nikoli v življenju, če gledam za nazaj, ni bilo toliko samomorov, ni bilo toliko ljudi z različnimi psihičnimi boleznimi, kot je danes. Ni bilo, pravzaprav
nemogoče, da bi ljudje včasih se zatekali zdravniku. Ena cela Poljanska dolina je imela samo enega, pa še ta je prišel šele po 20. Po letu 1920. Prepuščeni so bili sami sebi. Danes imamo psihoterapevte na vsakem koraku, pa še jih je iz dneva v dan več. Ker sodoben človek ne zmore vsega tega, kar družba, v kateri živimo, zahteva od njega. In tudi spolnost je nekaj, kar se je popolnoma prostituiralo. In ko poslušam zgodbe mladih fantov, predvsem njih, kako se prodajajo v vikend paketu kakšen starim babencem za 500 evrov, ne samo na avstrijski strani, tudi pri nas, v večjih mestnih središčih, se mi je za zjokati. Zato, ker nobeden v tem ne vidi nič takega, samo zaslužek. In ko sem pisala te zgodbe, veste, je pogosto se zgodilo, da enostavno nisem mogla iti več naprej. Seveda, v tej drugi knjigi, ki je razdeljena na babice, hčere in vnukinje, sem dala mesto tudi nekaterim povojnim zgodbam. Nekaj je tudi zgodb iz časov JLA, ene par jih je tudi z tega vašega področja, kjer so bile pač te kasarne. Skratka, zelo pisana paleta življenja na tej intimni ravni je zajeta v tej drugi knjigi in teh 250 zgodb jih ni meni bilo več treba iskati po terenu, te zgodbe so prihajale k meni domov. Nešteto dni ali dopoldne ali popoldne sem preživela s svojimi sogovorniki in seveda niso pa bili vsi takšni, da bi seboj prinašali tragične zgodbe. Med njimi so bili tudi takšni kot en gospod, en Marjan, star 76 let, ko se je 2 let po ženini smrti spomnil, da to pa nikamor ni podoben, ker žena ni bila nedolžna, ko sta se poročila. In me je moril in moril in moril, potem sem mu pa rekla, da naj gre v Delfin, v Izolo, tam je veliko žensk, pa bo našel kakšno, da je pozabil na to, da je bila žena, da žena ni bila nedolžna, ko sta se poročila. Veste, na tak način, če poslušaš, ugotoviš, koliko različnih problemov imamo ljudje prav zaradi intime. In koliko teh podedovanih vzorcev se je prenašalo od teh starih časov na te mlade rodove. Da ne boste mislili, da med mladimi niso taki, ki imajo težave v spolnosti, ker so bili od doma navajeni, da jih je mama tolkla po roki, če so se dotikali prsi ali med nogami, in to počnejo tudi potem, ko se v zakonu poliže prvi med in mleko, in imajo velike probleme, kako premostiti te, bom rekla, te odklone, ki so bile nezavedno brez besed podedovane od mamine oziroma od babičinega obnašanja. In zato je tako potrebno, veste, da konec koncev se znotraj družine o teh intimnih stvareh pogovarjamo, ker v družini te zgodbe ostanejo nekako zaprte, pa vendarle mlade generacije zvedo, kaj se je dogajalo staršem in starim staršem. In največkrat se to najlažje da narediti, če pač rečete, poglejte, Milena Miklavčič je pa napisala to pa to, babica, a je bilo včasih, ko si bila ti mlada, tudi tako. In verjemite, jaz bi lahko sedela zdajle doma, pa delala družbo možu, ki bi gledal turške nadaljevanke, a ne, ampak mene nič ne moti, če sem tukaj med vami. Mene nič ne moti, če bom šla drug teden, ta prvi dan po Božiču, če bom šla v tiste kraje, kjer je Lendava. Nič me ne moti. Zato, ker povsod se bo zbralo vsaj toliko ljudi, kad je vas tukaj, in zmeri računam na to, da vsi ti ljudje povedo vsaj 50 ali pa 100 naprej. Dajmo se o teh stvarih pogovarjati. Intima je del nas in mi Slovenci smo strašen zagalindran
trdi. Zelo neradi se pogovarjamo. In ko sem bila prejšnji teden v Trzinu, to je glih, da ne središče vesolja, središče Slovenije, blizu Ljubljane, je ena gospa iz publike se oglasila, ki dela različne ankete in je povedala, kakšen rezultat je bil zadnje ankete, ko so spraševali ljudi, zakonce o tem, koliko žena ve o tem, kaj možu v seksu paše in koliko mož ve o tem, kaj paše ženi. 8 anketirancev od 10 je rekli, da pojma nimajo. To je za mene tragedija. Še jaz, stara baba, točno vem, kaj možu paše. In on verjeten tudi ve. Drugače se jaz ne bi ves čas tako smejala. Veste, to je treba vedeti, jaz se hecam, ampak dejansko res, tudi potem, ko so ljudje že starejši, a ni lepo, ko vidite dva stara človeka, ki se imate rada s tem, kot je meni nekoč rekla ena gospa, ki je bila že blizu 100 let stara, je rekla, tega pa nikoli ne bom pozabila, kako mi je mož zavezal ruto pod brado, preden sva šla k maš. To je bil zano en velik dokaz enega prijetnega sobivanja, ene ljubezni, ene naklonjenosti. Veste, ko tudi taki trenutki, ali pa ko se drži za roke, ali pa ko potipaš na drugo stran postelje, pa vidiš, da tam nekdo smrči. Tudi to je ljubezen. A ne? Ne pa, da razmišljaš samo to, ta gospa Ljerka, njeno zgodbo boste lahko prebrali, je prva v tej knjigi, že prej sem jo omenila, je zmeri rekla, da moški deli na električarje, to ne tiste, ki se priklopijo pa sklopijo, in na one, ki ti dajo nekaj več, ki ti dajo čustva. A ne? In tudi ženske moramo ne samo sprejemati, tudi dajati. Tudi moške je treba pocrtati, tudi moškim je treba dati vedeti, da jim je lahko z nami lepo. In jaz bi na tem mestu zaključila, preden bi vam zaželela lepe božične praznike, pa srečno novo leto. Tukaj je knjiga, lahko jo vzamete, kupite, lahko mi pa tudi zdajle postavite kakšno vprašanje. Jaz zelo rada povem, kar mi kdo namigne, da bi bilo dobro, da pobrskam po spominu, pa vam povem. Hvala. Niso. Jaz sem za prvo knjigo intervjuvala več kot 3000 žensk in prisegle so mi ena za drugo, da nobena ni v življenju dosegla orgazma. Kar je razumljiv, gospa. Predstavljajte se, da ste vi z moškim, da preden se slečete, ne mu že tista reč gor štrli, opravi v 2 minutah, ko se vam še niti sanja ne, da se vam je telo prebudilo. Tako je bilo včasih, ker je bil moški nagon v tistih biočasih tako natempiran, da enostavno ni trajal spolni odnos več kot nekaj minut. Zato je bilo potem tudi potrebno, ker je imel spolni odnos za tako kot za jest pa za pita, ne, eno potrebo, fizično potrebo. Ženske so pač ležale in čakale. Še kdo kaj? Če ne, se vam zahvaljujem, no, in res bom zelo vesela, če se še kdaj kje srečamo. In če boste imeli kakšno zgodbo, za 3. knjigo pripravljam moške zgodbe, bom tudi vesela, da mi jo sporočite. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Milena. Še en aplavz, prosim. Torej, gospa Milena bo ostala tu še nekaj časa, knjige so tu, začne se nekako lahko kak neformalni del, neformalni pogovor.